rekli, kaj je dedi? Imate ženske? Ja, torej, Pater Branko, doma sem z Hajdine pri Ptuju, oziroma Ptuj, in župnik sem pa na Frankolovem, sem redovnik. Ja, včasih sem bolj izpostavljena oseba, zaradi tega, ker pišem blog, ker na socialnih mrežih objavljaš in avtomatsko potem si nekako vedno nekaj tam prikladni, da se je bilo nekaj spravi, ali pa da te kdo brani, kar da je eno in drugo, no, zelo fajn. Ravno ta primer, recimo, ko so me pač napadli zaradi tiste navade latinske maše v hribi, pač ni bilo prtička, ni bilo svečka, ki so gorele. In tista maša, tudi taki napad, ko sem slišal, Bogi, ja, da sem perfekti. Zdaj pa bodo se kar strano od mene še to drugo grno, ne? Tako hudo. Potem pa sem čez nekaj tednov posledov povabilo ljubljanskih od diakonov, novomašnikov ljanskih, da bi vodil neko duhovne vaje za njih, ne? Kaj sem rekla, da je to eno tako hudo. Se ni, cerkev proti meni obrnila. Potem lanske novomašnike 13 dni pripravil na posvečenje, ne? Na duhovne vaje, kar je veliko zaupanje, ki smo ga izkazali. Tako torej, danes sem tukaj, ker sem srečen in upam, da tudi uspešen. Vse v tistem poslanstvu, ki ga vršiš, da si na mesto, ko se tako vprašaš srečen in uspešen, to je vprašaj zadnje vidite, ne? Da se tleda, kako moraš vprašati, kako biti srečen in uspešen. In prvi odgovor je, če veš, kaj si, boš tudi znal biti srečen, ne? Če boš znal sam sebe definirati, to sem, to je moje poslanstvo, potem boš znal tudi začrtati pot k sreči. Tako da sem jaz dal preprosti naslov, delo, ne bo potrebno, da ni bližno. Tako. Dal sem preprosti naslov, moški, kaj si. In vidite lepe šahovske figure. Leta 1981 sem prišel v objekt, je bila tu vojska notri. In se spomnim, da tam so bili oficiri en prostor in jih je bilo polno teh nižjih oficirov bilo notri in so tako šahirali. Tako so šahirali in se tako zapomnil tisto, tako so sedeli in izgleda, so tam imeli neko srečanje šahovsko in so šahirali. Malo bomo se sprehodili skozi šahovske figure, vedno gradimo kakšno figuro, neko podobo, da lažje razmišljamo o kakšni stvari. Del tega predavanja sem želel v Nove mesto, ampak samo vodni del, potem sem pa ga zdaj za danes, pa sem ga nadgradil oziroma podaljšal. Torej, moški, kaj si? Vidimo različne figure, kmet, trdnjava, kon, tekač, kraljica misli, no? Kralj. Vse figure so moške v šahu, ne? Ena je ženska, ampak tisto najhujša. Včeraj sem rekel, da bom samo na pamet govoril, že dolgo nisem šaha igral, pa sem si na računalniku poiskal eno šahovsko stran, pa sem si dal, pa sem nastavili stopnjo 2, sem rekel stopnjo 2, sem se učeno še znižil stopnjo 1 in je kraljica namahala tako. Šel sem preko finto, da sem pobiral mimo, na koncu je moj nastopnik ostal samo s kraljico, kraljem in 3 kmeti. Jaz smo boljše poziciji, smo več kmetov, nisem pa več kraljice, ne? In sem jo potrebnjal tekača, pač nekaj več kmetov, ampak za mene mora biti stopnja 0,5. Moški je torej kralj, je poglavar, posesni, to so taki liki, ki jih poznamo, poglavar, je sicer ta plemenski poglavar se je izgubil, ni ga več, ampak še vedno imamo moške, ki jih razumemo kot vodilne like in jih začutimo kot naše šefe, poglavarje. Posesnik, kmečki očak, je na slovenskem izredno močan lik, kmečki očak. To je lahko zgodovino slovenskih narodov, visoko zgodovino kmečkih očakov. Nas so pač preveč učili samo o pač marksistična analiza, da taka se vete gospodarji služni in nas so učili zgodovino Slovencev, mi navi hlapci, nekako so pa kar zakrili poglavje o svobodnih kmetih.
o velikih močnih kmetih, ki so bili veliko krat lahko tudi bolj bogati od takšnih bližnjih plemičev, in so imeli svobodo, so imeli posestvo, so imeli oblast, so imeli ogled. Zadnjič sem gledal eno sliko izpred več kot 100 let. Kmeti na višini 750 metrov nadmorske višine v Hivški, to je v naši ljudmi, vasi se reče Lindek, so imeli eno poroko. In so naredili sliko, mislim, 1907, so naredili sliko pred cerkvijo. To so bili gospodje. So bili tam v tistih, tako so slikali so cigareti, to se jih potem fotografi tako nastavljajo, ampak takrat nisem imel občutek, da slovenski kmet nekaj dni. Ta kmečki očak, tovarna, v slovenskem prostoru malo manj vidim ta lik, ampak tudi jih imamo, mislim, da na Aleteji smo opazili, da tam portal Aleteja kako išče v zgodovini slovenskega naroda, te like, ki je ali naša enostranska analiza ali pa naše nezdravlje nagnjenje k nižnosti zanemarno. In v Berlini tudi imamo tovarnarje, Slovence, moški lik, tako. In klerik, duhovnik je v slovenskem prostoru gotovo zelo močan. Eni pravijo, da zato, ker pač nismo imeli nekega svojega plemstva, je to bilo potem naše duhovno plemstvo, duhovniku duhovno plemstvo. Na slovaškem še danes rečejo duhovniku kňaz duša, dušni ples. Dušni ples. Torej, duhovno plemstvo, ki pa je bilo, tudi tu moramo paziti, nam ga rišejo kot silno močno, rečejo klerofašizem. Klerofašizem sploh ga ni bilo. To je nekaj izmišljotine v glavah ljudi, kot sistema ni bilo. Klerofašizem. Slovenija bi tak ne. Mogoče bi malo ga našli v frankistični Španiji, ampak malo, še tam so se frankotopleri poprli. Ampak ta lik duhovnega nam tudi poskušajo označiti kot neki zateranski lik, pa to ni. Imamo med čarovniškimi procesi, ki so se zgodili v 17. in 18. stoletje, smo imeli na Sloveniji dva duhovnika obtožena čarovništva. Še nekaj let nazaj si lahko slišal, da župniki čarajo pleme. Kaj hočem reči, Župnik je lahko v ljudskem glasu bil tudi negativec. Ni samo tako enoznačno, so pa prej duhovniki bili tako strašni, moški liki, da so se ga vsi bali, ampak tudi ta lik duhovnika se je preverjal. In imamo tudi primere, ko so se ljudstvo oprlo duhovniku, ga napodilo stvarjeno in podobno. Ampak danes je ta protimoška ideologija, ki tega kralja hoče podirati. Ki hoče kralja podirati. Nekako nas hoče prepričati, da je moški gen kralja, nagnjen zatirano in krivec novih družbenih nesreč. Čepi ženske mlade na svetu, gotovo ne bi prišlo do efekta toplotne grede. Moja žen se ker vlada moški, beli moški. Beli moški je negativne, za te ideologije še dodano. Torej, ker vlada beli moški, ki je nagnjen k pohlepu, je strukturno pohlepen, dominira, imamo tudi zdaj ogrožen ves planet. Pozor, to miselnost bi zasledili včeraj, če bi šli malo intervjuje, da ste malo bolj izobražene voditelje ali podeležence podnebnega štrajka. Torej, nekako zdaj imamo to ideologijo, ki je močna, ki je vsej glasna in poskuša nas prepričati, torej, da bo svet lepši, če bo manj moški. Da bo bolj pravičen, da bomo tudi ekološko krizo na koncu rešili, če ne bo tako zelo moški. In vidimo, kako se ta lik moške, imamo zdaj 1000 primerov, pa vredno v vaših skupinah, v drugih programah ste to zdaj slišali, kako se ta lik moškega počasi odriva, tišči na stran. Recimo, kot je povedal tisti, ki so bili kdaj šli skozi sodne mline,
kako pri ločitvenih postopkih, kako si moški že z neko vnaprejšnjo krivdo tam, nekako je sistem nagnjen k temu, da zaščiti žensko, kar je vredno, zaščititi žensko, to je stara svetopisemska vrednota. Stara svetopisemska vrednota. Globoko Mojzes se postavijo, že imamo eno izmed 3 stvari, ki se jih mora delati vedno. Zaščititi žensko, kar je dolgo tam zapisano, spoštovati tujca in nuditi pomoč Bogu. Mojzes se postavijo na večjih mestih. Ampak načelno torej je ta padec kralja, ki se ga poskuša nekako sesuti. Kralj mora pasti, tudi agresivnemu kapitalu paše, da je moški takšen, kot si ga on sam hoče, da delate cel dan in da živite za fabriko, ne pa za družino. Torej, ni, da to z nekih levičarskih, pretiranih feminističnih krogov, tudi iz preprostega kapitala, ki je namen dobičku, lahko zasledimo to željo po padcu kralja. Moški ga nekako njegovo oporno naravo, moč uporabiti zase in zgolj zase. Potem imamo tu agresivni feminizem, o katerem sem že rekel, ker moški vsega kriv. Agresivni antirasizem še se zdaj pojavil, zlasti na belega moškega, smo imeli še to žalostno zgodbo v Novi Zelandiji, potem ta rasist beli napadl mošejo in pobil 50 ljudi, čisto prepreden z neko rasistično ideologijo. Ampak obstaja tudi kjer je tudi beli moški tarča teh ideologij. Potem imamo tudi teorijo spola, za katero bo tako veste, da ni moški in ženski in da je vse v glavi. Vse je v glavi in enkrat sem na rtv.si prebral en članek o te ene transspolne osebe in ona je rekla, da oni se borijo, da bi bil priznan autoidentifikacijski princip. Se pravi, da se tistega spola, katerega si ti sam definiraš, da bi to nekako priznala, cel naš sistem, pravni, politični. Torej, da izhaja iz glave autoidentifikacija, se pravi, jaz sam sebe definiram, katerega spola sem. To je popolno zanikanje materialne danosti. To zelo spominja na stare gnostične herezije, ki so zanikale materialni svet in so vse predstavljali v glavo. Vse se dogaja v glavi. To ni nič, to so 2000 let že imamo težave z gnozo, ki tako razmišlja. In tu spet nastrada moški spol. Spet je nekaj cilj tega, da se ta izrazita moškost potlači. Ali pa tudi utopično mirovništvo, ki namaja vojakov. Imamo slovenske prostore, zdajšnji proračun je spet bil glasovan tako, da je vojska dobički. Imamo v Sloveniji tako močno politično in medijsko agresivno elito, ki je bi bila sposobna našo vojsko zbrisati. Ker vojska kot atribut države se mi zdi odveč, se mi zdi atribut agresivnosti. Enkrat sem poslušal študijo v 17. pred zadnjim svetovnim prvenstvom v Rusiji in je govorili so ti razni sociologi in tako drugačni in en gospod je govoril, da celo nogomet, festival moške agresivnosti. Oni že mnogo recili, tu so se moški, normalno, to je drža, on ko tako skoči, to je od Bikoborov. Biko tako naredilo na Koborci, pokažejo, da so eleganca. No in in tu spet nekaj napad na moškost, tistega starega bojevnika bi kar odrezal in če ne bo moški bojevnik, vojne več ne bo. Zlo je vedno med nami, ne prav utopično. Mi vojaka vedno moramo imeti in vojaka tudi v sebi imeti. V primeru nekega napada, ni nujno nekega vojaškega napada, lahko tudi pridejo sami nemiri na ulicah, divjanje kakšnih hord.
mora biti moški sposoben fizično zaščititi svojo družino. In umreti pri tem, če je treba. Toliko bojevnika moraš ohranjati vso svojo dobo. Ali pa, če greš skozi park, pa en zdivljani pes napade tvojo družino, ne boš že imam kraljice naprej korino, da zaščitiš kralja. Ona zda, da boš zaščitil otroke, družino, kaj s tem razgrize. In da boš zbrsan, da boš stepen, da boš zdaven, z njim se boš pač spopadal, če bo taka situacija. Torej, ne moramo mi zdaj tega bojevnika odstraniti. Vojna pa je vrda stvar, in tako vemo. Ideal je mir. Torej, imamo ta protimoška bitek, ta padec kralja opazujemo v naši družbi. Ampak tu so še seveda tudi druge stvari, ki niso toliko ideološke, ki pač spadajo v družbene spremembe, ki pa prav tako najedajo moškost in jo spodkopavajo izginotje moškega teritorija. Tisti, ki ste spodeželi, se veselili v blok. To znate čutiti na sebi. Moški se je znal definirati z nekim teritorijem, nekim ozemljem, nekom njegov, ki ga obdeloval, z urbanizacijo, industrializacijo, s to masifikacijo v mestih, pa se ta teritorij izgubi in potem ti ostane samo avto. Tvoj teritorij. Pa balkon, da se dere zelo na otroke, ki v žogo vrca je vek se bliža, ki bo vsi razbili. Malo zemlje imaš na balkonu. Tisti, ki smo na kmetih odraščali, vemo, kaj je teritorij pomemben za našo kmečko psihologijo, da se vemo, koliko se skregamo zaradi mej. Jaz sem pri nas na vas je eno preveč tja potegnal sposom po sosedove in on je prišel se drv, pa niste bila nekaj, da mi se sovražil, ampak v tem primeru sem pa pač on izovil, sem drv, kaj kosiš po moje? Rekel pa, ne, čuj, samo tu sem ti malo kopriv po kosu. Koprive se moje! Moje se! Zinotja očenja, obrti od očeta, spet en taki moment, prej se otrok sin se učil od očeta doma na dvorišču, seveda za kompleksno družbo, moderno družbo, za šolstvo, se pa učiteljstvo tudi za življenje, za obrt, za tiste ročne spretnosti in to, vse prenese nekam drugam. Zlasti potem tudi, če ni možnosti, recimo, da živi v bloku, tudi ni možnosti, če imaš kmetijo, še vedno lahko sina učiš. Traktor vozi to, ono, posit, skoso potegnil. To je bila ena velika stvar, ko si prvič skoso tak potegnil, da je star rata rekel, ni glih tako tepih, opa počasi. Idealno je tako tepih na koncu, ko potegneš, ko posiš na rok. Kako so nas učili, zdaj pa tega prenosa ne, in tudi sin težje začuti očeta kot učitelja, kot nekoga, katerega črta. Nova tehnologija in virtualna možatost, gledaš kao veste filme, ali pa veliko športa se gleda, šport, ampak sam pa nekako se grezaš noter v hotel, in si še moški, zato ki še znaš okus malo debatirati, ampak gibaš se pa več ne, nisi več na terenu, nisi več v akciji. Nove tehnologije pa ti dajo občutek, da si v akciji. Pa nisi več. Istočasno, ko bi vojsko ukinili, pa nihče ne govori, da bi ukinili tiste strelske igre na računalnikih in to, in tiste morajo prej ukiniti. Tiste delajo pohavenčne, ne redno služili vaškega roka ali po vojske. In agresivnega človeka, brez filmine. In ekonomsko sem osvojena žena, tudi to, mož pride domov, pač on prinese plačo, glavno plačo, ali pa veliko tisto na kmetiji, veliko delo, ki ga naredi, težko fizično delo dela on. Torej, zdaj pa se tudi pred ženo več ne moreš tako postaviti. Je tudi ona tako močna.
Tak, no, zdaj gledamo, da smo potem pri drugih likih malo hitreje, ampak pri tem padcu kralja smo se malo več ustavili, ker je to taka drama našega časa. A resnica je tudi drugačna, ne? Moški gen ni samo gen kralja, je gen kmeta. Moški so preživeli premnoga ponižene trpljenja pri zgodnje smrti. Soška fronta. Kak je holokaust moških, mladih moških je to bil, tukaj blizu. Ali pa tudi ta kraj, ki prej tam bral, torej že prvi svetovni vojni so ga uporabljali za vojaške namene, potem nacisti zbirni taborišče, komunisti zbirno taborišče, potem so tu vojaki služili, vse to so, bi rekel, imamo eno geografijo moškega trpljenja, posod po Sloveniji. Ni to taki kraj, kot si bi mislil, ko nekaj fest udarijo po moških, velike katastrofe udarijo po moških, vojna zlasti. Moška populacija lahko razreči, pa enkrat, nekaj redih. Torej, nosimo v sebi tudi to v sebi tega, in to je vse naše. Jaz sem spomnil na gospa, ko je razlagala, enkrat smo se pogovarjali tako o tem, kako se včasih delalo, pa je gospa rekla, joj, kako so naši moški trpeli. Pa smo govorili samo v kmečkem delu, takrat. Spravilo lesa na roke dolje, morske višine 1000 metrov v dolino. Recimo pri nas na Frankolovem so se preživljali z izdelovanjem živega apna. Zbirati kamne, ga vlači dol, apnenica, toč kamne, kuhat kamne. Še zdaj vsaki prvi petek obišče enega gospoda Melchior je njegovo ime, ki je še delal kamnolovu, da je za macolo toliko po kamenju. Torej, moški nosimo v sebi, torej, na eni strani kot gen kralja, dominator mundi, tako, ali pa korona stvarstva, tako nas tudi kakakak katolička ideologija včasih malo preveč povišuje, potem pa pride feminizem, tisti skrajni, pa nas ponižuje, a po drugi strani pa seveda tudi ta gen nižanja trpljenja. In k vsakemu liku, ki sem jih prej na začetku dal, ob vsakem je stal en poniženi moški, ali če tako vzamem dvodelno, da se tudi jaz malo marksizma, dvodelno, torej vsake familije se vedno kupico sužnjo, brez pravnih zraven sebe. Poglavar je imel prvolinijske vojake, ki jih je naprej pošiljal, sam ni umiral. Imamo v svetem pismu kralja Davida, ko urijo pošte naprej, recimo povzroči njegov smrt. Posestnik je imel Dačana, ljudi, ki niso imeli zemlje, ti mali viničari, vsot imamo te dni, tam na Ptujskem bolj poznamo, recimo Haloške male viničarje. Kmečki očak imel Hlapca, tovarnar delavca, ki ga znal zelo veliko izkoriščati, zaradi v prvem kapitalizmu, in klerek laika, na katerim se je povzdigoval in se čutil več. Tudi v cerkev se je potem ta delitev prišla. In to vse je naš duhovni genski zapis, ki ga imamo v sebi. Po eni strani kralji, po drugi strani kmeti. Po eni strani neki sijaj, neka veličina, neka tista konica človeštva, ki ga tvorijo moški, lovci, osvajalci, raziskovalci. Po drugi strani pa, tako da nam gospa rekla, kako so naši moški trpeli. Torej ta celotna slika o tem. In moramo paziti, da ne skrčimo, zdaj sem sam to delal, ampak na koncu, da ne skrčimo tudi teh naših bit, ki jih imamo, zlasti tudi takšnih društvih, ali pa ko načrtno gojite moško duhovnost, ali pa ko se morate recimo na politični sceni spopadati z agresivnim feminizmom in podobno, moramo paziti, da vendar ne nasedemo na tisto logiko, ko oni največkrat imajo, da nas poskušajo spraviti neki marksistični vzorec kralja kmetov, oziroma gospodarja in hlapca. Če bomo dvomili v sebi, bodo te ideologije imele večjo moč. Ne smemo v sebi dvomiti.
moramo se bolje poznati. Danes je svoje potrebno, gre pa šokovno zbljub reči, mediji, politika in tako so zastavili stvari, da ti skoraj ne dajo dihati in da ti usmerjajo misli. Jaz imam včasih stike z novinami, pa se kaj pogovarjamo in tako težko prebiješ, oziroma tako težko se jaz postavim kot duhovnik pred njimi, ne? Ker oni vidijo v meni samo, kot rečejo, predstavnik cerkve. Predstavnik inštitucije, tako, ali pa neki politični subjekt na masi. Ne? In zelo težko, oni prisiljujejo svoje vzorce in dejansko moraš ti podreti malo njihove vzorce, da se sploh lahko normalno z njimi meniš. In sploh tudi te nezreli dialekti, da smo prišli do nje, kraljice. In sploh tudi te nezreli dialektiki, ali bomo njej gospodar ali sluga. Ne, torej, vojna spolov tudi ni opcija, ko iščemo sami sebe. Imamo ta moški šovinizem, ki je pretlehen in gnusni. Zbirka moškega šovinizma, vaški bife med 4. in 6. uro. Drugi, tretji pir, prej že bom ženi odslite, kot jaz zaviješ. Drugi, tretji pir, vmes pa kako grdo ženska. Ne? I takega doktora bi babi v glavo videl. To še tako mila, ne? Babo treba tepsi, vse mora gre za kaj je dobro. Poslušaš jaz, recimo v naši kraj na Hedini poslušal, ne? Takih ekipov. Ta vojna spolov. In vojna spolov, ki jo posluša tudi z ideološko sforsira, tudi ta, ko smo že prej menili, agresivni feminizem. Mi se ne bomo zdaj šli s kraljico bojevati, ali boš ti velika, ali boš mala, ali bom jaz tebe spoštoval kot veliko, ali pa bom pa ponižal v malo. To ni naša pot. Kraljica je kraljica, ti si kralj od njej in oba sta si, torej drug ob drugem, se priznava vsak v svoji veličini in šibkosti. Gremo naprej, torej, pa vendar nam podobe pomagajo razumeti. Torej, malo še bomo druge like pogledali, ne bomo predolgi, imamo na šokovnici še nekaj likov, ki so zanimivi in nam lahko pomagajo razumeti sami sebe. Prvi lik, torej trdnjava, moški kot trdnjava. Ti si trdnjava, ker moraš zagotavljati tvoje družini in še komu ubogemu, ki se zateče na tvoje gorišče. Varnost, obrambo, zatočišče. Ob tebi se mora počutiti varno. Ne? In ti se moraš zgraditi kot trdnjava. Včasih rečejo, da moški dušimo čustva, ampak včasih jih je potrebno zadušiti ravno zato, da si dobra obramba. Tu smo nekaj duhovnikov, naš pogreb, stojiš nad odprtim grobom, pokopavaš nekoga, ki je bil tudi tebi prijatelj, in ne smeš jokati. V imenu objektivnosti obreda in v imenu Boga, katerega volja je, da gre življenje naprej. Ti to predstavljaš nam. Drugi lahko si popadajo bolečine ob izgubi. Ti ne. Potem pade vse, potem pade tudi obred. Ki pa ponazarja, torej smisel vsega, ti smrti, torej tam stojiš. Ampak zdaj, ko si že, jaz sem zdaj že 15 let na eni fari, ne, že toliko ljudi poznaš, toliko se že čustveno navedeš na njih, da vedno pogosteje se zalotil, da mi je težko pokopalo. Ker si preveč poznan. In moram dušiti čustvo. Zdaj, dušenje čustev in v tem primeru je nujno. Se ne moram tam razumeti. Ampak seveda ne sme pa to postati moj modul, da sem čustveno zadušen. Vedno. Ampak takrat sem jaz trdnjava. Ker pogrebil sem trdnjava. Potem za Boga lahko tudi jaz hočem. Pa pogrebil poklopiti, pa tako. Lahko pa sem trdnjava.
In take situacije, v duhovniški situacije, povedal, take situacije, imate tudi v družini, imate tudi službi, imate v svojem okolju, ko treba v eni težki situaciji izdržati. In izdržati moraš ti najprej. Tudi si tako konstituiran, da več držiš. Sem kar prebral en podatek, da trdnjava deluje v vojaški bitki 1:4, se pravi, en vojak v trdnjavi je enakovredni 4, ki napadajo kot trdnjavo. Če hočejo sovražniki zavzeti eno trdnjavo, je to 4-krat več kot onih, ki so v trdnjavi. Če je trdnjava dobro zgrajena. Ta vojaški podatek je dober za nas, v smislu, da vam pove, zgradite se v dobre trdnjave in velike preizkušnje, ki so štirje, ko bodo tere sami napadi, ne bodo mogli skozi. Zgradi se, ne vem, da prva stvar, da postaneš trdnjava je, da ti zaupajo, da se lahko tebe zatečejo. Torej, zaupanje. Trdnjava ima zid, on nas bo zaščitil, delo bomo šli, no se bomo zatekli. Torej, da že to s tem, ko gradijo zaupanje v vas kot očete, kot može, kot sosede, gradite to trdnjava. In trdnjava, tudi na šahovnici, se prebita tako ravno, bolj tako, kot bi rekel, ni nič kaj kreativna. Ima tisto prej, pa levo, pa tišila pred sabo, šahovnici ima to svojo premočrtnost, strajnost, odločnost ponazarja. Naslednji lik je kon ali skakač, ki je edini lik na šahovnici, ki preskoči figure. Edini, lahko gre. In je edini lik, kraljico ne more posnemati. Druge vse lahko. Torej, je edini lik, ki lahko to dela, ima tisti znameniti Elskov, torej, to lahko, rekel, za nek način kreativni lik, čas sem rekel, jaz sem že včeraj dokazal, nisem dober šatist, ampak imel sem enega prijatelja, tam na Medine, ki je znal tako fantastično konja uporabljati. In on te je s konji izblel, ampak on jih je znal uporabljati, ravno zato, ker kon ima tisto potezico, tisto, ko nisi pozorni, da praviš, tisti so pozorni, mi, ki nismo pravi, ki malo za rekreacijo, pa tam, da nisi pozorni, pa tisto potezico, ima tisto gibanje, ki ga ne moreš predvidevati, je nekako bolj kreativn, sposobnje česa novega in nepričakovanega. Kon je tudi sinonim ali pa simbol viteštva. Včasih na teh šahovnicah, kjer bolj rišejo te srednje veške like, je to vitez, Je to vitez na konju. Pa bomo ostali malo, se bomo pri tej viteški duhovnosti ostavili. Zelo zanimivo je, da viteška duhovnost ali pa viteštvo kot pojem ali pa kot neki skupek, neki pripovedni skupek, ima tako neverjeten razmah v sodobni popkulturi. Glejte, Vojno zvest so delali v daljno prihodnost, v super tehnologijo. So delali v daljno prihodnost in v super tehnologijo, ampak v srednji liki so vitezi, imajo meč. Mislim, to so se tudi mogli zmisliti, da se ne moč hitro meča vihte, da vse strele pred streliš, ampak ne so to tako naredili. Torej, vitezi. Potem pogledamo, kaj že je Narnija. Potem pogledamo Gospodar prstanov. Potem pogledamo spet nekaj vihtirane palčke, to primarno človeško orodje, prva stvar, ko se neka opica biti si vzel palca, pa se nekaj začel zelo vihteti. Torej, pri Harryju Potterju. Potem pogledamo Igra prestolov, spet postavljeno viteški čas. Je zanimivo, kako se ta lik viteza vrača in kako skozi to vendarle zaznamo neko hrepenenje po možu, moške, bojevniku, ki zna zaščititi, ki zna varovati,
ki se zna pravilno odločiti. In ta lik viteza, hvala Bogu, ga zdaj tudi našim otrokom naprej postavljamo. V sami cerkvi, ali pa v zgodovini krščanstva, pa imamo ta lik viteza, ki je zgodovinsko zelo premalo poznan, mi poznamo prek viteških redov, ampak rodil se je približno takrat, ko se rodi frančiškansko gibanje. 13. stoletje, tako se predstavlja, 1200 štoletje. To je bilo en prenos, zgodilo se je v Evropi, en miselni preobrat. Vsi smo lahko sveti, ne samo kralji, cesarice in plemiči, katerim so nekako pripisovali sakralnost, ne samo menihi in nude v samostanu in duhovniki za oltarjem, vsi smo lahko sveti. Vsak človek. Tudi revež, Frančišek je revež. Frančišek je tiški domce. Meščanstvo, pa v tistem trenutku, ko Frančišek išče tam med rošavinami svojo pot, meščanstvo v tistem trenutku začne tipati po viteštvu tudi. Zlasti v severni Italiji. Kot oblika svetosti. In takoj na začetku je viteštvo povezano z dobrodelnostjo, recimo malteški viteški red, meč in bolnica, to je tako super. Ni to samo bojevništvo, ampak plemenitost in dobra dela. To je ta ideal viteza, ki ga ob temle konju lahko dobimo. In jaz bi rekel, da danes ta ideal viteza, tu imamo Rubensovo sliko svetega Jurija, ki ubija zmaja, tu imamo devico, ki jo rešuje. Viteška duhovnost je lahko smerokaz za ponovni spon plemenite moškosti v zahodnem krščanstvu. Mislim, da tudi da vsi viteške redove stopiti, ampak ta ideal viteza, ki je itak v popkulturi je zelo prepreden. Nocoj prvo kriminalko, ki jo gledali, boste videli to. Hollywoodsko kriminalko. Nocoj boste mogoče gledali kakšno v 8. večer. Dober ubija podobnega in reši žensko. To je vzorec, ki vsi vedno obnavljajo. Tako ena zanimiva, tudi recimo skavtsko gibanje. Skavtsko gibanje ima veliki podarek na viteštvu. Včasih smo imeli pri skavtih vitezovanje, ki se da malo okusno. Ampak vidimo, ko imamo še leto smo imeli, ko smo začeli izdelovati neki meč pri volčičih, pa smo se šli malo, to se kar nekaj arhetip zgodi v otroku. Se kaj identificira? Meč pa ščiti. Vrnemo se k liku, k zadnji lik, torej tekač, ki mu Angleži zanimiv reče bishop, škof. Nekaj, ki se malo šel gledati, kdo je pravzaprav ta tekač. Tekač je v perzijski igri šaha je to bil slon, bojni slon. Bojni slon, kon, vrtnjava. Ampak potem, ko so to v Evropo prenašali to igro, ni slonov, v Evropi ni bilo slonov, niso imeli bojnih slonov in so potem neke druge like naredili, ali bo to strelca, ali pa anglosaški svet pa zanimivo škofa. In ga tudi obrežajo za škopovsko kapo. Torej, tekač. Mi slovenci rečemo laufer, nemško, torej slovensko tekač. Tu bi pa podaril tole zadnjo stvar, torej, zdaj se pač naslonil na anglosaško tradicijo, kjer je tekač škof, torej, moški kot duhovni vodnik in kot, bi rekel, duhovni domače hiše. Danes ste se okajali pod obema podobama. Danes ste bili, bi rekel, duhovništvo ste doživljali na liturgični način v večji polnosti. Pred leti sem imel vsebili misionar pri svetem Andraža na Polzela, mogoče bil tam Andraž na Polzela, ki je gore Vojka. Bil sem gore misionar in sem imel prvo mašo. In ko sem prišel gor na oltar, sem pogledal za sabo, je bilo polno moških, celi prezbiterij. Moški so sedeli v prezbiteriju. Tako, kot to vi, pa sin, običajno zraven. Moški.
moče biti klasa dolje, nas podkovno upravljene. Potem sem pa vprašal župnega, bi pa to se slavil Janez Furman, kako to toliko moških tu zadnji sedi. Ja, to pa je profesorja Vesenjaka. Profesor Vesenjak je bil spiritual v ljubljanskem bogoslovju v 60-ih. Potem nastala leta, ko je šel v penzijo, pa to se je omaknilo, to malo župnico, Svete Drašno Polzelo, to je tam prigore, Golnika gor. In on je imel to. Jaz sem duhovnik za celo župnijo, vi moški ste pa duhovniki za vaše družine. Vi ste prezbiteri, starešine, pa tudi jaz. Vi pašete v prezbiterju. In jih je navadil sedeti v prezbiterju. Kak je to bilo? Jaz kot večji človek sem mislil, da na začetku mogo uporabiti telege, tiste, da ko vika ne nekaj štanja, te naprej. Nekaj je še danes težko ljudi, da brez spravite. Ampak kakorkoli, on jih je naučil to in kot držijo tudi njega več tisto. Vse še par let nazaj je to tako. Moški so sedeli v prezbiterju, ker so torej, imajo to duhovno funkcijo, tudi v svojih družinah, torej so tisti, ki so odgovorni za spravilo lesa, za to ono, za plačo in za prenos vere na mladih otrok. Hvala lepa.